Ta pesem bo žalostna pesem, ki govori o tem, kako potem, če nas bodo res uspeli zriniti v ekonomsko past, da ne samo oblast in z njo čast, ampak tudi zemlja, voda in zrak ne bodo več naša last, nam ne bo ostalo drugega kot ogenj. In da se ta požar prepreči, je seveda treba ukrepati čim prej. Pesem se imenuje Hlapec Jernej in gre takole. Ko sta se bratstvo in enotnost sprla in se je kakor hiša iz kart podrla, doktrina, ki slonela je na tem, da ljudstvo zmore rešiti vsak problem, je padel enopartijski režim in mnogonacionalna skupnost z njim. Slovenski narod svojo ima državo, si prosto voli vero in postavo, ima svoj lasten sedež v OZN in v svojem lastnem soku je dušen. In zdaj, ker se nam še nikamor ne mudi, prisluhnimo usodi iz tistih dni. Čeprav ni Jernej bil med komunisti, celo takrat ne, ko so imeli tisti, ki niso se hoteli včlanjevati med oblastniški proletariat, manj možnosti tako napredovanja, kot tudi dodelitve stanovanja, se je počutil, da ni čisto zdrav, če ni na šihtu vsega od sebe dal. In je, čeprav je vedel, da je gnil, ta gnil režim z zagnanostjo gradil. V šoli je bil v vseh predmetih slab. Veljal je za največjo od vseh barab. Da celo 8 let, ko je končal, so imeli z njim 10 let kup težav in so bili si čisto vsi edini, da se ne bo privadil disciplini in bo ostal z zakoni družbe sprt, vse dokler ga ne bo ukrotila smrt. A pot za čuda sploh ga ni peljala v svet črne kronike in kriminala. Ko je bil rešen pedagoških muk, čez noč postal je nekdo čisto drug. V soseski stav je še nedavno grad, ki so med vojno uspeli ga požgat. Prav vse, kar je nekoč imel Graščak, odnesel je v zrak ognjeni vrak, le pol podrt obrat lokalne žage, uspel je preživeti do dneva zmage. In na tej žagi jih čez 20 let bilo je zaposlenih vsega 5. Ker en od njih umrl je od pruha, Jernej prišel do prvega je kruha. A že po enem mesecu garanja za kruhom je prišel še do spoznanja, da z deskami, z različnimi profili ne bodo nikdar se obogatili. In je v kleti zadruge Metlika, precej zapletajočega jezika, na višku sindikalnega izleta prepričal šefa delavskega sveta, da bi bila zelo donosna stvar, če bi začeli s proizvodnjo omar. Ta je potem bil neverjetno hiter in je potreboval samo 1 liter in je že upravnik žage glasno sklenil, ker se je ravno z 2-krat mlajšo ženil, da se tovarna omar bo imenovala enako kot njegova žena Mara. Omare sprva so bile brez laka, za pante imele so 2 usnjena traka in zvite žeblje za zaporo vrat, pa so vseeno uspeli jih prodati. Čez 30 let pa je tam že stala velika bela proizvodna hala, v kateri zaposlenih je bilo, verjeli ali ne, čez 100. Jernej je sicer imel 2 prsta manj, a je zagnan bil kakor prvi dan. Bil je edini še iz garniture, ki je brezplačno delala nad ure. Vsi drugi so šli v pokoj ali umrli, medtem ko so upravnika zaprli. Pa ne, ker kaj počel bi nepošteno, le z drugim v posteli je našel ženo, ko s puško v roki je prišel domov, ker se predčasno je zaključil lov. In na njegovo mesto dodeljen je bil na šoli v Kumrovcu vzgojen že večkratno preverjen vodstven kader, ki v glavi je imel v glavnem radar, da pravočasno je zaznal signale sprememb, ki so se napovedovale. Ko se na hitro menjal je režim, se brez težave on je menjal z njim. Tovarno, ki je do takrat cvetela,
in v njej bilo je vedno dosti dela za vso mladino širnega okraja, uspel pripeljati je na rob stečaja in njeno ceno maksimalno zbit, število delavcev prepolovit, na kar je kot sanacijski program najel kredit in jo odkupil sam. In kot po čudežu tovarna Mara je spet uspešno obratovala, ko Jernej bil skup z drugimi poslanje do referenta za zaposlovanje. Ta ga je vprašal, kaj vse zna početi. Jernej je živčno izvlekel cigaret, a referent pokazal je na zid, kjer je bil znak, da se ne sme kaditi. Jernej je vstal in stopil ven na zrak. V ustih Lucky Strike, na očeh pa mrak. Lahko obhodil bi prav vse instance, novinarje, sodnike in poslance, prebil se do predsednika države, citiral svetopismo in člene ustave in tožil nad krivico vseh krivic pri varuhu človekovih pravic. Lahko zahteval bi, da stvar razišče Evropsko višje stopensko sodišče. A ker še iz šole zgodbo je poznal, je šel takoj v tovarno in zažgal. Ampak, ker sam ni skočil v ogenj, je dobil 6 let, lastnik pa mastno zavarovalnino, s katero je uspel zgraditi poslovno-stanovanjski objekt in veletrgovino. Proizvodno pa preselil v tretji svet. Ko Jernej je spoznal, kaj je storil, ni ognja v sebi več nikoli pogasil. Za maščevanje je vsak hip pripravljen umret, da sam bi skočil v ogenj, bi zažgal cel svet.